Dajmo najprej kar prebrati odlomek iz Svetega pisma, to je v Lukovem evangeliju, 18. poglavje, vrstice 1 do 8. Se pravi, evangelij po Luku, 18, 1 do 8. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je, v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel. Potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem izmučila do konca. In Gospod je rekel, poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan upijejo k njemu. Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Odlomek, ki smo ga prebrali, je eno od mest v evangeliji, kjer nas Jezus, naš Gospod, uči v molitvi. Jezus v bistvu sploh v Lukovem evangeliju precej uči v molitvi. Tako je naslednji odlomek, je spet en tak primer, ta prilika o farizeju in cestninarju. Ali pa če bi šli malo nazaj v 11. poglavju, prav tako, zdi se, da je prav evangelist Luka je posebej želel poudariti ta vidik Jezusove službe, Jezusovega življenja. Luka tudi največkrat omenja, da je Jezus se umaknil in šel moliti. Jezus je sam, nam daje samega sebe za zgled tukaj, ne? Da naj dejansko v bistvu njega posnemamo. Ne? No in tukaj v temle odlomku pravzaprav mislim, da nam Jezus odpira svoje srce, kaj si on želi za svoje ljudstvo. Se pravi za nas, ki se zbiramo k njemu. Ne, in dve stvari tukaj Jezus izpostav najprej. Če pogledamo prvo vrstico, najprej izpostav neprestano molitev. Vedno je treba moliti ob vsakem času. To je en vidik in o tem bomo nekaj rekli poznaj. Drugo je pa, da pri tem ne omagamo, da pri tem ne oslabimo, da ne odnehamo, da ne obupamo. Ne, beseda, da se ne naveličamo. Ne. Ta beseda govori o tem, seveda o tej izkušnji, ki jo gotovo imamo, ne, da pač molimo za neko stvar, pa se nič ne zgodi, potem naša vera oslabi, naše navdušanje pade in mi nehamo moliti. Ampak Jezus pove tole priliko in v bistvu nas, se mi zdi, da nas vse skupaj želi spodbuditi, da stopimo ven iz tega, da stopimo v neprestano, stalno molitev in da se rešimo tega omagovanja, oslabevanja, ki smo mu kot ljudje podložni. Ne? Živimo v svetu, ki nas neprestano ogroža in ki tudi naša vera vedno sprot znova pride na preizkušnjo. No, pa imamo zdaj malo skozi ta odlomek. Najprej si poglejmo tole vdovo, ki je tukaj le omenjena. Ne? A vdova išče pravico. Zdaj, sploh, če bi šli te besede, gledati v izvirniku, je tukaj besedna igra. Ne? Tukaj dejansko imamo izrazje, ki spada na sodišče. Ne? Ampak vdova išče pravico. Ne? In vdova je, večkrat se zdi v evangelijih, slika cerkve. Cerkev je trenutno vdova, zato ker njen ženin ni z njo. Ne? Njen pravi mož, Kristus, je stran, je ločen od njim. In obenem seveda je to vdova, že v stari zavezi je, če dostkrat, ko beremo recimo v Mojzesovih knjigah, je sirota, vdova, tujc, to so tisti ubogi ljudje, ubogi v duhu, na katere Bog še posebej gleda, še posebej pazi na njih. Ne? In tudi zelo strogo naroča, da ne bi ga zatiral takih ljudi, ker so Bogu še posebej dragoceni. Ne? Se pravi, tukaj imamo molitev ubogega iz stare zaveze, ki moli in seveda
vemo, če beremo psalme, Bog še posebej uslišuje molitev takšnih. Ne? No in zdaj tudi, kaj išče ta vdova? Ne? Išče to, ker v resnici išče cerkev, išče pravico. Spomnimo se, vedno se moramo spomniti na tisto besedo v Jezusovo v govoru na gori, ki pravi, nam vsem, ki pravi, vi pa iščete najprej Božje kraljestvo in Božjo pravičnost. In vse ostalo mu bo navrženo. Ta stavek je zelo ključen, vedno se ga moramo spomniti. Ker tukaj Jezus pove, tukaj nam Jezus pokaže, kam naj bodo naša srca usmerjena v znotri. To je to, kar Božji duh dela v tebi in v meni. Da moje srce obrne v to, da je to tisto, kar si res najbolj želim. In najbolj iščem, najbolj hrepenim potem, da je to moja želja, da je to moja volja. Da sem v to obrnen, da je to moje življenje obrnen. Se pravi, to je tista prva glavna stvar, za katero moramo moliti. In to je pa zdaj že zelo pomembno, ker Jezus nas tukaj uči. Dejansko, kaj je tista prva stvar, v katero vstopamo v molitvi. Ne? In iščemo, se pravi, Božjo pravičnost. Zdaj pa, kaj je ta Božja pravičnost? Ne? Ta beseda se sliši tako zelo zapakirano, ne vemo mogoče, kaj bi s tem. Zdaj, zelo preprosto povedam, Božja pravičnost je Božji prav. Božja pravičnost je to, kar je prav pred Bogom. To, kar je Bogu prav, oziroma drugače, Božja pravičnost je to, da Bog vse stvari postal, po domače povedano, zrihta tako, kot je prav. Zapravo, ko iščemo to pravico, to Božjo pravičnost, enostavno prosimo Boga, da Bog postal vse stvari tako, kot je prav. Ko molimo, ne pride tvoje kraljestvo in tvoja pravičnost, iščemo, da Bog uredi vse, uredi ves svet in seveda uredi mene najprej, uredi moje srce najprej, moje misli, moje čustva, moje želje, potem, da uredi moj odnos z ženo, da uredi najin odnos z otroki, da uredi moje odnose v službi, da uredi moje odnose v cerkvi in naprej seveda, da uredi širše odnose v družbi. To je Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je, da Bog uredi stvari tako, kot je prav. In ta Božja pravičnost seveda je nekaj dobrega, da pride ta dober, zdravilen Božji red nazaj v stvarstvo, ki ga je greh skazil. Zdaj pa, mi pa seveda, kot Božje ljudstvo, kot cerkev, pa živimo v svetu, kjer marsikaj ni prav. Veliko stvari ni prav, spet začenši v mojem srcu, pa naprej po vseh teh korakih, ki sem povedal. In zato je prva molitev, ki nam je Jezus zapovedal in v katero nas hkrati povabila in katero je sam molil, je molitev zato, da Bog, Oče, postal stvari tako, kot je prav. In seveda vemo pa, da imamo tudi nasprotnika, tale vdova ima nasprotnika, s katerim se krega. Ona je v sodnem sporu z nekom. Vemo, kdo je nasprotnik naših duš. In ta nasprotnik seveda si prilašča stvari, ki si jih ne sme. Ampak vdovina molitev je ta, da moli in da išče to, kar je prav. In zdaj je tako, zdaj lahko rečete, a ni Bog suveren nad vsem, seveda je Bog suveren. Bog ima vse v lasti in v oblasti, ampak očitno, to vidimo iz Evangelija in vsega svega pisma, Bog je v tej svoji suverenosti se odločil, da bo ene stvari prepustil molitvi cerkve. Torej, mora cerkev, mora Kristusovo telo moliti in iskati to pravičnost in mu bo dal. Se pravi, to je ena od stvari, na katero bomo pozorni. No, pa imamo pa tega sodnika tudi tukaj v tej zgodbi. In Jezus tako prav močno zapove, reče, poslušajte, kaj pravi tale sodnik, zakaj Jezus tako reče. Zakaj nam tako ostro reče, Meni se zdi, da hoče Jezus tukaj pomagati naši neveri. Ker Jezus, tukaj moramo vedeti, Jezus se izraža tukaj in tudi druge se izraža groteskno, pretirano. Seveda, tega v realnem življenju ne bi našel, da reče, se ne bojim Boga, se mi vse, pač ljudje tako ne razmišljajo. Ampak Jezus hoče postaviti sliko, ki na zelo tak drastičen način nekaj ponazarja. In kaj je tle ponazarja? Zdi se, da Jezus hoče reči tole. Tudi če vi, moji učenci, če mislite, in v bistvu vem, da tako mislite,
da se Bog ne meni za vas, da je Bogu vse en za vas. Paste, tudi če mislite, da bi bil Bog tak, ne, če bi vi ustrajali, iz tele prilike vidite, da bi lahko dosegli to, kar rabite, to, kar je prav. In pa seveda Jezus reče, ampak Bog pa ni tak. Koliko bolj bo resničen Bog, ki ni tak, odgovoril na to, kar je prav. Ne, se pravi, Bog nas kliče, ne, da v bistvu dvignemo svoje srce k njemu. Da dejansko pustimo, ne, da naše srce se dvigne k Bogu, k tem, kakšen je on v resnici, ne, ker on ni tak. Ampak pravi, če bi bil tak, bi vaša molitev šla skozi v končno fazo. Jezus tukaj nekaj zelo hecnega naredil v tej prilike. Pravi, tudi če bi bil Bog tak, bi prišli skozi, če bi ustrajali. Ampak Bog ni tak. Torej, molite. In sploh, no, seveda, tle je pomembno, ne, če mi iščemo to, kar je prav. Ne, tukaj ne iščemo zdaj najprej nekaj svojega, nekaj, kar smo si mi zmislili. Tukaj iščemo to, kar je prav. Ne, to, kar je Bogu prav. Ne. Tle, to je zelo pomembno, zato ker jasno, molitev se začenja iz Boga. Ne. O tem bi lahko govorili veliko, ne, dejansko bi lahko celo pridigo samo o tem, da je molitev pravzaprav nekaj, kar se začne v samem Bogu. Prejle smo slišali odlomki iz Janezovega evangelija in je bilo prebrano, ne, da pravi molilci molijo v duhu in v resnici. Duh, ne, tukaj je sveti duh, se pravi molilci molijo ven iz svetega duha, ki je že sam molitev. Lahko bi rekli, da Bog, ki je v sebi trojstvo, Oče, Sin, Sveti Duh, sam biva med sabo kot molitev. In ko mi začnemo moliti, mi enostavno vstopimo v to, kar Bog je. Mi pustimo, da Duh, Božji Duh začne delati to Božjo pravičnost v nas, najprej v mojem srcu, potem pa navzven tudi v mojih odnosih in v širši skupnosti. In tako prihaja Božje kraljestvo v svet. Da cerkev, da Kristusovo telo, da moli, da se odpre te komunikacije, ki je v Bogu, ki seveda pa vemo, je komunikacija ljubezni. Bog sam v sebi ljubezen in tudi molitev je stvar čiste ljubezni med očetom in sinom in zdaj v nas je pa seveda to stvar svetega duha. Ne? Tukaj smo poklicani, da molimo v duhu in v resnici. No, potem je pa še en vidik te prilike, v katerem bi se pa morali malo ustaviti. Jezus potem pove v 7. vrstici, ne, govori o Božjih izvoljencih, se pravi, tukaj to je spet ta izraz za Božje ljudstvo. To je izraz, ki je že v stari zavezi za Izraelce uporabljen, tukaj ga Jezus za nas uporabi, pa prav, oni upijajo dan in noč. Ne. Tukaj imamo pa dejansko in upijajo. Ne. Zdaj, to, da upijajo, pomeni, tukaj gre za silno, srčno, gorečo molitev, ki se pa dogaja neprenehno. Dan in noč, spet to je tak bibličen izraz, če v Svetem pismu najdete take pare, ne, nebesa in zemlja, dan in noč, to pomeni eno in drugo in vse vmes. Prav, to pomeni neprestano molitev. In imamo dejansko potem druge, v Novi zavezi imamo mesta, ki to tudi izrecno rečejo. Eno bom prebral, ki je najbolj znano, je v prvem pismu Tesaloničanom, 5. poglavje, 17. vrstica, prav jih je še več. Pavel končuje pismo, da par kratkih nasvetov in en od njih je neprenehoma molite. Neprenehoma. Dejansko to, da mi pa tudi v izvirniku je beseda, ki pomeni brez prestanka. In seveda, ne, tle pa me lahko zdaj vprašati, kako pa je to možno? Kako lahko je to neprestano moč? Se moram ustati, moram se pogovarjati z ljudmi, moram imeti službo, moram delati, moram to odtreti. Kaj je zdaj s tem mišljen tukaj? Ne? Ja, tle sta dva odgovora. Prvo, seveda, na prvem nivoju to pomeni redno molitev. In tukaj smo lahko zelo praktični. Ne? Ljudje smo, Bog nas je naredil kot ritmična bitja. Naše srce utripa. Dihanje, vdih, izdih.
Dan, noč se menjata. Menjajo se letni časi. Zapravo, cel svet je Bog ustvaril tako, da so neki cikli, eni krajši, eni daljši. In nas ljudi je postavil sred tega. Ne? In seveda, že zelo stara krščanska modrost je učila, da je treba moliti 2-krat ali pa 3-krat na dan. Zjutraj, zvečer, pa še v poldne, če se le da. In s tem, enostavno se pravi, da si v svojih zaposlenih dneh, če imamo skozi veliko tega, vzamemo prostor in pustimo Bogu prostor. Ne? Ker če smo rekli, da se molitev sama rojeva iz Boga, to pravzaprav najprej pomeni res ustavce. Bog, ok, zdaj pa ti. Kaj bi ti zdaj v meni, kaj bi ti zdaj v mojih bližnjih, kaj bi ti v moji situaciji, ki me mori, ki me jezi, ki me sekira in tako naprej. Ne? To je to, ampak da pustimo, da dejansko, da si ugradimo to dnevno disciplino. Lahko je na začetku to malo nasilo, ker nismo navajeni tega, ampak potem pa nam rata to tako naravno, kot da zjutraj ješ zajtrk, kot da zvečerješ večerjo, kot da vpoldan ješ kosilo, enostavno, da v tvojem dnevu, da so te prostori, v katere preteka milost iz nebes in ti se seveda od znotri prenavljaš po svetem duhu s to Božjo ljubeznijo in moliš očetu, ki je v nebesih. Prav, na enem nivoju to pomeni res, da pustimo, da Bog te ritme, ki so v stvarstvu, ugradi tudi v naše duhovno življenje. Da dihamo skupaj z Bogom, kot nas je ustvaril. No, potem je pa dejansko še en nivo te neprestane molitve, ki dejansko ga najdemo že po svoje, ga lahko sledimo že daleč nazaj v staro zavezo, ker nekje pred Mojzesu je rečen, ko Bog pove svojo besedo, svojo postavo, ne? Če o tem razmišljaj, ko vstajaš, ko legaš, ko hodiš po poti, ko delaš na polju, se pravi, ta Božja beseda naj bo v tebi. No in tukaj vam bom zdaj eno skrivnost povedal. Ne? Skrivnost neprestane molitve je v bistvu skrivnost neprestanega klicanja Božjega imena. To pa gre takole, da v bistvu lahko je to dejansko samo Jezus. In Jezus ga vse kličeš in ga izrekaš. In to pa dejansko lahko delaš ob tem, ko delaš kaj drugega. Lahko je to čist kratka molitev. Jezus, usmil se, Oče, pomagaj, Sveti Duh, razsvetli. Čist kratka molitev, ki jo vse kličeš, ki kličeš vse Božje ime. In imamo recimo take vrstice, kot je v pismu Hebrejcem na koncu, ki prav po njem prinašamo neprestano hvalno molitev, ki je sad ustnic, ki izpovedujejo njegovo ime. Na ta način seveda pa pustimo, da ta student z žive vode v nas skozi pomalam brbota, bi rekel. Da ta student, seveda, ki ga Bog nataka v nas, pustimo, da ta živa voda v nas skozi pomalam kipi in deluje. Sploh je pa tako v praksi je pa to izredno, kaj bi rekel, pomaga, meni pomaga, ker imaš prvič, ko se znajdeš v izoprni situaciji, ne boš zdaj, moliti na kolena, ne vem kaj, ampak kličeš Božje ime, kličeš Jezusa. Ali pa, ko se znajdeš v situaciji, ko moraš nekaj malo počakati, ko nekaj ni, tako kličeš vse Božje ime in takoj. In zdaj pa tako, seveda, taka molitev pa najprej seveda mene spreminja od znotri in mi da se drugače lahko odzivam na vzven, potem pa jasno deluje tudi na vzven, spreminja situacijo. Klicati Božje ime je velika stvar. Ja, še ena zelo preprosta molitev, ki jo najdemo dejansko v Svetem pismu, prav, Sveti Duh sam v nas vpije Aba, Oče. To je glas Svetega Duha v nas. To je čist kratka molitev. Aba, Oče, nič drugega. Ampak s tem se dejansko že postavimo tja not, od Očeta, Sina in Svetega Duha, ker Duh nas to spodbuja. Aba je molitev, ki je molil sam naš Gospod Jezus, je izpričana v Markovem evangeliju, če berete v 14. poglavju, direktno tako je Jezus imenoval Boga, Aba, aramejska beseda, ki pomeni očka.
In seveda kličemo očeta. Direktno noč smo sredi očeta in sina in sveta duha. In tukaj, in to so te čist preproste molitve, ki jih imamo lahko skozi nekaj v ozadju. Jasno, to pa je stvar, v katere se učimo. To pa ne pride čez noč. To pa je v bistvu, zato se pa treba odločiti, da stopiš na pot. To pa je stvar učenja. Naši pravoslavni bratje so to precej razvili in so, recimo, priporočena oblika molitve, ampak spet ne, fiksirana pri njih je tale: Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. Lahko je pa tudi krajša, ali pa samo ime Jezus. Ta zadnji del dejansko pride iz te prilike v farizeju in cestninarju, ker cestninar mora: Bog, usmili se mene grešnika. In Jezus reče: tale je šel upravičen domov, moj farizej, ki je bil poln sebe, ni pa nič do sebe. No, ampak svetujem vam, da malo v bistvu eksperimentirate s tem in da najdete eno kratko molitev, ki je ta prava za vas in jo potem kličete v svojem srcu v raznih situacijah in boste videli, kako bo Bog spremenil in vas in vaše življenje. Jezus želi svojo nevesto ogrniti v plašč molitve. To je njegov plašč v bistvu. In to nam želi Jezus dati, da smo ogrneni v to klicanje Božjega imena. No, pa pogledamo še eno stvar, ki jo pa najdemo na koncu odlomka. In to je pa ta Jezusova malo taka ostra beseda, ali pa taka, ki nas mora strezati. Na koncu pa on reče: tole ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji. In zdaj vera, pa vemo, je pa tista temeljna beseda, ki drži celo novo zavezo skupaj. In ta beseda pravzaprav bi bolj kot vera pomeni zvestobo, pomeni zaupanje. Se pravi, je najprej nekaj osebnega. Tukaj ne gre pri veri, ne gre na prvem mestu, da jaz verjamem nekemu dejstvu, da nekaj je tako in tako. Ne, pri veri gre najprej za to, da jaz nekomu nekaj zaupam. Oziroma celo, da sem jaz nekomu zvest, da sem nekomu lojalen, bi rekel. In dejansko tudi v tistih časih se je ta beseda celo tudi v tem smislu za lojalnost cesarstva uporabljala. In mi pa smo lojalni Božjemu kraljestvu, mi smo lojalni Jezusu, ki je Mesija, ki je vladar, ki je Gospod. In s tem v bistvu smo izpovedujemo pripadnost tej Božji dobri ureditvi, Božji državi, če hočemo reči, Božjemu kraljestvu. Se pravi, pri veri gre za zvestobo. In ta zvestoba je pa spet v osnovi najprej Božja lastnost. Bog sam je zvest. Ampak on iz sebe kliče v nas, ljudeh, to podobno zvestobo, da ga imamo za vrednega zaupanja, da ga imamo za vrednega naslonitve na. Človeška vera je tisto, ko se mi naslonimo na. In zdaj vemo, opravičeni smo po veri. Vera je tista stvar, po kateri mi dosegamo opravičenje, o tem recimo govori celo pismo Rimljanom ali pa pismo Galačanom. In seveda zaradi vere tudi ta vdova pride do svoje pravice. Tukaj vidimo usporednost. Vera pa pravičnost imata nekaj skupnega. Vera je tisto, kar Božjo pravičnost prinaša v ta svet. In v nas, in širš v naše odnose, in še širš v družbo. No in seveda zdaj pa v zvezi z molitvijo, je pa Jezus na več mestih, tukaj bi spet lahko veliko govorili, je učil, iščite in boste našli, prosite in vam bo dano, trkajte in se vam bo odprlo. Pa tudi prav, ko prosite, verujte, da ste prijeli in vam bo dano. Tega imamo ogromno prav v evangelijih in strokovnjaki opažajo, da je to nekaj čist enkratnega. Da tega recimo Judje niso poznali. To je neka posebnost, ki je prav Jezus prinesel. In jo najdemo v evangelijih, najdemo jo potem tudi v Janezovem pismu, pa v Jakobovem pismu.
Ampak to je nekaj zelo posebno, ta gotovost uslišanja molitve. Ne? In tukaj seveda to izhaja ven iz tega našega zaupnega odnosa z Bogom. Ne? In to je z te zvestobe, iz tega trdnega nastanjanja na Boga raste uslišana molitev. Prav, to pa je še ena stvar, ki nas pa Jezus tele konfrontira. Ne? In prav, a bo sin človeku tole našel, ko pride? Ne? A bo našel zaupanje v Boga, bo našel to zanašanje. Ker to je zdaj druga stran tega. Ne? To je ta naš problem, da mi omagamo molitvi, da se ustavimo, da se nas zdi predsvetno. Zato je Jezus povedal tole priliko, da bi našo vero dvignil. Ne? Da bi rekel, ne, Bog ni tak, kot tisti sodnik. Ne? Pa še prvom v bistvu dosega, če bi ustrajal. Ampak Bog ni tak. Vi ste Božji izvoljenci, prav. Ne? Podejte se na pot klicanja, noč in dan. Tako da zdaj mislim, da lahko zaključimo s tem, da si nastavno par vprašanj postavimo in potem gremo molit, prav v zvezi s tem. Prvo vprašanje, se moramo vprašati, ne? A obupujemo v molitvi? Jaz včasih obupujem. Drugo vprašanje, kaj iščemo? Zakaj moramo? Ne? A nam je res najprej važno, a res najprej iščemo to, ker je Bogu važno, ker je prav pred Bogom. Vprašamo se to, kaj res iščemo, kaj moramo. Če gledamo Oče naš, Jezusov molitev, so prve 3 prošnje, so vse v zvezi s tem, kaj je Bogu važno. Tvoje ime bo posvečeno, tvoje kraljestvo mi prije, tvoja volja da si, tvoje. Ti, ni jaz. Ti. Spravo, kaj iščemo, kaj moramo. Naprej, a imamo kdaj občutek, da Bogu ni mar? To je pač Bogu vse en za nas, mi ga nekaj prosimo. Ampak imamo občutek, da Jezus želi govoriti do nas, nam, prav in nas, prav obrazati tukaj. In potem pa tole izziv, a smo pripravljeni stopiti na pot neprestane molitve, smo se pripravljeni učiti neprestano moliti. Pavel nekaj prav možene na vsakem kraju dvigajo čiste prav posod. To je Božja vizija za molitev, da smo Božje svetišče. V svetišču pa vemo, se dviga molitev, se dviga hvalnica, se dviga slavljenje Boga. To so naša telesa, se pravi, to naravno spada. Potem pa, kako je z našo zvestobo Jezusu, ki je temelj vsega tega. A se mu vsak dan zvesto izročamo?